Predstavljam vam Ivana Kaniča. Pot njegova v knjižničarstvo sega od profesorja na Filozofski fakulteti za bibliotekarske študije do vodja referata v NUK-u, vodja knjižnice na Ekonomski fakulteti, bil je predsednik ZBDS. Ali nam lahko več o tej vaši izkušnji, dolgoletni pravzaprav, kaj več poveste? Ogromno ste naredili za knjižničarstvo, res vaš rezultat je tako viden za nas vse, ki hodimo po vaših nekak stopinjah. Ja, zdaj segava s pogovorom v čase pred približno 40 leti, ko sem takrat pravzaprav kot popoln neznalček in zelen vstopil v bibliotekarstvo. Časi so bili takrat drugačni zaradi tega, ker mi študija bibliotekarstva praktično nismo imeli, razen prve stopnje na akademiji. Jaz sem kot takrat velika večina bibliotekarjev vstopil iz drugega poklica, z druge stroke, ker sem sicer jezikoslovec. Možnost, pravzaprav čisto slučajna, me je pripeljala v knjižnico, kjer sem začel delati kot dokumentalist. No in po eni strani me je to delo seveda zelo privlačilo, po drugi strani sem imel takrat za svojega šefa, kasnejšega kolega Tomaža Kobeta, ki nam je pravzaprav pripravil izredno dobro okolje za uspešno, prijetno, strokovno delo. In pa seveda velika zanimivost takrat je bila, da je bilo to obdobje pravzaprav prvih korakov vstopa računalnika v našo stroko. Mene so te stvari zanimale, vodstvo knjižnice mi je dalo relativno proste roke pri tem in sem pravzaprav velik del začetka svoje kariere pravzaprav posvetil temu, da smo skušali knjižnico avtomatizirati, vsaj en del poslovanja takrat, in to se je vleklo pravzaprav skozi celo mojo kariero in tudi zdaj pravzaprav se delno s tem ukvarjam, čeprav bolj na drugih področjih, vendarle vezanih na bibliotekarstvo, to je recimo, kar se tiče terminologije in pa slovarjev. Tukaj ste v bistvu pravzaprav bili pionir na tem področju terminologije bibliotekarske v Sloveniji, ne? Ja, torej, nenavadno se sliši, kljub temu, da je precejšnje število naših starejših kolegov, naših prednikov bilo iz vrst jezikoslovcev. Tipično recimo je bil recimo dr. Rupel kot ravnatelj NUK-a in pa tudi predsednik društva dalj časa, vpliven bibliotekar, vpliven jezikoslovec, pa vendar za njimi ni ostalo nobenih sledov, ki bi pričali, da so se s tem ukvarjali, ne. Mi smo pravzaprav v društvu bibliotekarjev takrat imeli eno manjšo terminološko komisijo, ki pravzaprav nekako ni našla še poti. Takrat se nas je potem zbralo nekaj mlajših kolegov. Kolega Mirko Popovič je bil takrat zelo zaslužen za to, da je to skupino tudi umestil v raziskovalne programe. Pritegnili smo nekatere zunanje sodelavce iz Znanstveno-raziskovalnega inštituta SAZU-ja, ki so nam pravzaprav dali in začrtali osnovne smernice za kvalitetno terminološko in pa slovaropisno delo. Mi smo prispevali seveda svojo mladost in svojo energijo in zagnanost, po drugi strani pa tudi tista znanja, ki so nam pomagala, da je to delo potekalo lažje, hitrejše in seveda bistveno bolj kvalitetno. In sicer mi smo takoj od začetka, kljub veliki skepsi teh starejših kolegov, vse stvari začeli računalniško obdelovati. Se pravi, prvi začetki, govorimo o letu 87, dela in pripravo na terminoloških slovarjih je že potekalo s takratnim Spektrumom. Z današnjega vidika zveni to pravzaprav skoraj nemogoče, ampak res osnove teh slovarjev, ki jih danes dva sta na Termani, jaz mislim, da marsikdo od bibliotekarjev jih uporablja, torej ti slovarji so začeli nastajati na Spektrumu, kasneje smo jih prenesli na Atarije, ki so tudi bili znani v tistem času v knjižnicah, in na osebne računalnike, se pravi na PC-je, pa seveda rezultate tega pred približno 10 leti tudi na splet. Ja, zelo zanimivo. Tudi vaš včerajšnji prispevek na kongresu je bilo od luknjane kartice do danes, kako knjižničarji pravzaprav se vam zdi, da gremo v času z informacijsko tehnologijo tudi tako hitro naprej. Torej, jaz mislim, da mi slovenski bibliotekarji, knjižničarji pogosto premalo zaupamo v svoje znanje in tudi v svoje dosežke.
Torej, če odštejemo nekatere začetke računalništva v knjižnicah v 65 letih v Ameriki, kjer so predvsem izposojo urejali, ne toliko kataloge, je računalništvo v naše knjižnice prodrlo konec 70 let. Se pravi, tam leta 77, 78, 79, začelo se je sicer v takratnih Indok centrih, ki so delali usporedno z knjižnicami, ampak leta 79-80 je že bilo nekaj knjižnic, večjih, pomembnejših, ki so začele prenašati torej podatke usporedno z klasičnim katalogom, ki se brez tega takrat ni šlo, tudi v računalniško obliko. Tipična taka dober model sodelovanja je bil med takratnim PSPN-jem oziroma knjižnico sedanjega PDV in pa centralna ekonomska knjižnica. Torej, v tistih letih, govorimo 79-80, ni bilo v knjižnicah nobene opreme računalniške. In tudi v drugih podjetjih minimalno. Je bil pa računalniški center Univerze v Ljubljani. Torej, delo je potekalo nezamisljivo z današnjega zornega kota, in sicer katalogizator in dokumentalist sta vpisala podatke o knjigi na vhodni obrazec, na roko. Ta vhodni obrazec je šel potem eni posebni službi, kjer so to pretipkali na luknjane kartice. Luknjane kartice so se potem zbirali nekaj časa in ob določenem času je paketno, torej takrat so vse obdelave potekale paketno, nobena direktno online. So se te kartice prenesle na računalniški center Univerze, tam prebrale in rezultati so šli v shranjevanje na magnetne trakove. Mi nobenih rezultatov nismo videli, bili so shranjeni na magnetnih trakovih in ob določenem času, navadno je bilo to 2 do 3krat na leto, smo komplet iztiskali v 2 oblikah, enkrat organizirano kot abecedni imenski katalog, drugič izpisano po, rečemo temu, geslih, ključnih besedah. To so bili ogromni spisi nekaj takšnih map, torej tako debelih map, papirja, takrat je bil to zebrast papir, perforiran ob strani. No in to je bilo vse, kar smo mi pravzaprav videli. Šele kasneje so tam okrog leta 85 začeli prihajati prvi terminali v knjižnice. Tudi prvi terminali še niso imeli zaslona, bila je samo tipkovnica in pa tiskalnik. Se pravi, stvari smo videli samo na papirju in tisto, kar si tipkal, rezultatov kompletnih ne. No, kasneje pa potem seveda nekaj malega z spektrumi. Pogosto so bili to računalniki, ki smo jih posamezniki imeli doma in jih potem prinašali v službo in na njih delali. Spektrum recimo je za zaslon uporabljal televizor, ni imel lastnega zaslona. No, kasneje je bila ena akcija z Atari. Takrat je celo Ministrstvo za kulturo manjše število Atarijev kupilo in razposlalo oziroma razdelilo po knjižnicah. Imeli smo to srečo, da je bila domača podpora, tudi programska. No, kasneje pa seveda je prišlo do razvoja tudi skupnega sistema, takrat še v Jugoslaviji, leta 87, ko je Izum, takrat še računalniški center Univerze v Mariboru, uspešno kandidiral na razpis ministrstva v Beogradu. Dobil projekt, ki je takrat pokrival v začetku delno avtomatizacijo katalogov nacionalnih knjižnic, šele kasneje drugih knjižnic. No in potem pa ta razvoj pa v glavnem knjižničarji potem poznajo. No, pri tem bi pa predvsem poudaril to, da smo na srečo uspeli prenašati podatke iz teh najstarejših sistemov naprej, tako da nekateri bibliografski podatki, ki so danes v Cobisu, so bili preko nekaj računalniških sistemov preneseni iz tih prvih podatkov, ki so bili na karticah. Seveda z nekaterimi popravki, ker podatki na karticah takrat so bili vsi pisani samo z velikimi črkami, malih črk in velikih istočasno na tistih računalniških sistemih ni bilo. Taki popravki pa nekaj malega dopolnila, ampak ja, kot pravim, so nekateri zapisi, ki so šli skozi teh 40 let preko verjetno 5-6 računalniških sistemov. Ja, zelo zanimiva pot, ki jo bomo verjetno tudi mi, knjižničarji prihodnosti, doživeli.
Mogoče za na konec zaupali ste nam, da bo v ponedeljek vaš zadnji delovni dan. Ja. Pa sem prepričana, da boste še aktivni v naših krogih, ker ste pač nepogrešljivi. Veliko ste sodelovali tudi z nami v Društvu bibliotekarjev Ljubljana. Kakšno bi bilo pa za na konec vaše sporočilo knjižničarjem prihodnosti? Ja, zdaj najprej kar knjižničarjem sedanjosti. Jaz sem prepričan, da je sodelovanje v društvu nekaj, kar je izredno pomembno za stroko, ker stroka tukaj seveda pridobiva iz znanja in sposobnosti nas posameznikov. Pri tem prepogosto pozabljamo, da tudi posameznik, strokovnjak, marsičesa ne bi dosegel, če se ne bi vključeval v te kroge. In jaz osebno sem vesel in srečen, da sem imel to priložnost sodelovati v tako ljubljanskem kot slovenskem društvu, kjer sem spoznal, izredno veliko število kolegic in kolegov, s katerimi smo se prijetno družili, koristno družili, kjer so informacije in znanja potekale v obe smeri. Jaz sem se ogromno tudi naučil od drugih, ki so mogoče počeli popolnoma druge stvari kot jaz, pa vendarle je prav, da sem jih spoznal in to od ljudi, ki so za to kompetentni. No in to se mi zdi, da je tudi ena od stvari, ki bi jih položil na srce knjižničarjem prihodnosti, da ta globalizacija, o kateri danes govorimo, pa naj bo to v dobrem ali slabem smislu, je v dobrem smislu tudi v poklicnem življenju. Se pravi, posameznik pa naj bo še tako sposoben, tako priden, tako prizadeven, kot izoliran otok ne more dosti doseči. In to, da delamo skupaj, je tudi pokazal rezultat, ker kamorkoli se ozrete in tudi če poslušate nekatere od današnjih referatov, ki so povedali, kje so tudi sami nastopali in svoje znanje razdavali na mednarodni ravni, kaže na to, da slovensko knjižničarstvo in slovenski knjižničarji v širšem prostoru imamo neke renome in da se lahko po znanju in po dosežkih popolnoma postavimo ob rob velikim in pa razvitim narodom. Najlepša hvala. Za vama hvala.